Hvala lepa za povabilo sodelovanja v tem forumu. Zdaj bom predstavil bom delil prezentacijo. Ja, prosim. Vidite prezentacijo? Ja, vidimo, vse v redu. Okej. Še enkrat dober dan, sem udeleženci. Z veseljem sem danes bom govoril o projekt Karierna platforma, koncept in prizadevanje. Vsebina moje prezentacije je, kaj je Karierna platforma kot informacijski sistem, trenutno stanje na projektu, napredna orodja za spremljanje trga dela in uporabnik, kar gospod Banlu je poimenoval Market Intelligence Tools, kakšen so predvidene na sistem Karierna platforma, sistem in njegovo upravljanje, kar tudi je gospod Banlu je povedal prej, ker je pomembno upravljanje te različni recimo orodje, napredne orodje. In če čas me dovoli, tudi bi povedal, kakšne so razmere na trgu dela glede na trenutno razpoložljive podatke, da damo nekaj recimo vtis, kakšne pomembne informacije lahko bi dobili iz Karierne platforme. Kaj je sistem Karierne platforme? Je informacijski sistem za podporo dobro delujočemu trgu dela in zaposljivost delovne sile, ki bo upošteval trenutno in prihodnje potrebe na trgu dela. Sistema bo olajšal usklajevanje povpraševanja in ponudbe na trgu dela ter prihodnje na njem, to je zelo pomembno. Omogočil spremljanje razvoja trga dela na sistematičen, dosleden in strokovno učinkovit način. To je zelo pomembno, zato ker lahko preko recimo različnih orodij kot Big Data orodje ali anketa se dobi recimo informacije na trgu dela, ampak niso sistematične. Vprašanje je klasifikacija tudi, je težko recimo uskladiti te stvari in za ta namen bom razložil, zakaj bomo mi poskusili v tem projektu dobiti takšne informacije na sistematičen in stroškovno učinkovit način, zato ker tudi anketa so drage. Zagotovil informacija o usmeritvah trenutnega in prihodnjega razvoja povpraševanja po delovni sili za potrebe načrtovanja karierne poti in nadgradnje kompetenc na posameznikov skozi celotno delovno dobo posameznika in tudi v že času njegova izobraževanja. Kateri je namen Karierna platforma? Namen Karierna platforma je izboljševanje prožnosti in učinkovitosti trga dela z namenom boljše alokacije delovne sile ter posledično večje produktivnosti. To je zelo pomembno, zato ker Slovenija se stara in če bomo še naprej konvergirali recimo z dohodki na nivoju Evropske unije, je pomembno dvigovati produktivnost. Tudi bo podpora sistema karierna razvoja posameznika, povečanje odpornosti trga dela na ekonomske ter tehnološke spremembe, predvsem tu razmišljamo o avtomatizaciji, ugotavljanje primanjkljaja poklicev in kompetenc glede na potrebe delovnih mest v realnem času in glede na kratkoročno in dolgoročno napovedi. Kar je pomembno, je v realnem času. To zato, ker je gospod Banlu tudi je povedal, da je zelo pomembno, kakšne informacije imamo in kako včasih je težko dobiti recimo relevantne informacije. Realne informacije v realnem času se mi zdi ključna pomembnost. Karierna tudi platforma po preprečevanju brezposelnosti, še posebej dolgoročno brezposelnosti, in tudi pomaga priprava predlog za oblikovanje, razvoj programa, izobraževanje in usposabljanje zunanjega in internega skladno s potrebami podjetij, panog in drugih partnerjev, pogodb, gospodarstva in trga dela. Kateri bo ciljne skupine? Ciljne skupine bodo zaposleni in delodajalci, ki iščejo in ponujajo delo.
Posamezniki in podjetja, ki razvijajo karierne načrte s podatki v realnem času ter o prihodnji potrebi kompetenc in poklici. Iskalci zaposlitve, ki bo podatke lahko uporablja za pripravo ustreznega CV. Ranljive skupine za pridobitev ustreznih kompetenc, poklica in za preprečitev dolgotrajne brezposelnosti. Javni in privatni izobraževalni ustanova za načrtovanje programa izobraževanja. Širša javnost, ki bo imela na voljo kvalitetne podatke glede stanja na trgu dela. Gospodarstvo za nadgradnjo in oblikovanje ustreznih industrijskih politik z načrtovanjem sprememb in potrebnih kompetencah. In nenazadnje načrtovalni politik, precej za časovno ustrezno načrtovanje politik, ki bodo odražali odziv na spremembo na trgu dela, gospodarstvu, razvoj tehnologija, družbe stanja. Na kratko, ta je na nekaj način skematična prezentacija, kaj bo karierna platforma, bo imela različni komponenti, je precej eno je bo vnos podatkov preko spletne strani, podatkovno skladišče, bo imela različnih funkcionalnosti in uporabniki, da bodo dostopali različnih funkcionalnosti. Kakšne funkcionalnosti bo imela karierna platforma, se opravičujem. Najprej, oprostite, recimo bo tradicionalni način iskanja delovnih mest, tudi iskanja delovnih mest s pomočjo profiliranja, avtomatizirani proces, so nekaj orodje, da bodo razpoložljive za ljudi preko sistema. Tudi recimo bo imela možnost recimo povezovanje s različnih institucijah glede karierne orientacije, tudi bo imela informacijo pregled instrumentov podpore za nadgradnjo karierne, tudi drugih funkcionalnost, da Zavod Republike Slovenije bo uporabljal za svoje politike. Kateri je trenutno stanje na projektu? Projekt je bil odobren spomladi 2021 in bo financiran strani Evropska unija, sredstva Evropske unije. Se predvideva dve fazi projekta, eno do 2023, druga faza do leta 2027. Minister za delo trenutno vzpostavlja skupino strokovnjakov, ki bo delal na projektu. Izpostavljena je bila projektna skupina za dolgoročno napovedovanje poklic in kompetenc, kar se imenuje recimo ta hrbtenica, recimo te sistem, dolgoročno napovedovanje. Projekt se bo izvajal v tesnem sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Republike Slovenije za zaposlovanje, predvsem nekaj aplikacij, tehničnih recimo rešitev in sistemske orodje. In seveda se bo obogatil sodelovanje z deležniki, ključni deležniki, da sigurno veliko vam tukaj ste prisotni. Kaj smo delali? Tudi smo imeli nekaj delavnici, da nas je pomagala malo oblikovati nekaj ideja, razčiščevati nekaj koncept, etc. Smo imeli dve delavnice z SRF. Prva delavnica, namen je bil precej vzpostaviti sistem dolgoročno napovedovanje kompetenc. Tukaj smo pogledali najboljše prakse država podoben velikost kot Slovenija. Smo videli, kakšen sistem imajo, etc. In tudi druga delavnica je bilo upravljanje napovedovanja kompetenc, kakšni izzivi, odkar gospod Banlu je malo pokazal na te matrike. Zdaj bom govoril o kakšen orodje, o napredna orodja, Market Intelligence Tools, da je govoril gospod Banlu, se predvideva v kontekst karierna platforma. Sta tri pomembna orodja, napredna orodja. Prva je ažurne
real-time informacija o ponudbi in povpraševanju na trgu dela, zbrane na osnovi enotne prihodne podatke točka spletna aplikacija, ki bo vzpostavljeno, upamo recimo na nekaj liquid data, recimo input, s katerim sistematični način se bi recimo dobil informacija od udeleženci. Upam, da vse Slovenci bi imeli svoj CV tam notri, da bi bilo na razpolago. Potem bo imel kratkoročno napoved na podlagi anketa delodajalca. Zavod Republike Slovenije že ima takšen napoved, ampak se pričakuje, da se bo nadgradnja skladno s celovni koncept, recimo lahko bo vključeval kompetence. In tretji pomembno orodje je dolgoročna napoved in metodologija se bo razvila. Glede kaj bomo naredili, kaj se pričakuje s temi napredna orodja, o kakšnem se pričakuje ta informacija. Ta informacija bo tip informacija, bo povpraševanje in ponudba po poklicnih kompetencah v realnem času, so ljudje bodo videli, kaj se išče, recimo tudi kaj dejansko so tekoči trend, kakšen kompetenca zdaj, kakšne nove kompetence se pojavi na trgu dela, etc. se bo identificiralo v temi recimo podatke, da se bo poskusilo pridobiti v realnem času. Kratkoročna napoved, ki bo pokazal tiste, ki išče recimo dela, kateri so, kje so več povpraševanja, recimo, kje je pomanjkanje. In ne nazadnje dolgoročna napoved poklic, recimo, kakšen so recimo poklic o kompetenca, da bodo na razpolago, bo več povpraševanja, recimo, naslednjih 10 let, 5 let, da takšna informacija in vsi bodo izbrani na eno spletne strani, razpoložljivo vsem. Uporabniki so seveda odločevalci o politikah in kar je pomembno, je posamezniki, končni uporabniki. Zato, ker to je celo ključno, da ni samo odločevalci, ampak tudi končni uporabniki. Kot gospod Banu je predstavil, kar je pomembno, je upravljanje te sistem. Veliko izzivi precej ostaja s tem sistem. In sistem bo predvideno integriran sistem za zbiranje podatkov, kot sem rekel, o poklicnih kompetenc in diseminaciji informacije. Diseminacija je ključna, ni samo, da bo ostal en predal, ampak bo te informacije precej diseminirani, temelječ na standardni klasifikaciji. To, kar je pomembno tudi, zato ker veliko problem je, katere kompetence, kakšna tipologija obstaja za kompetence. Tukaj bomo poskusili narediti bolj standardizirani, da bolj jasno in več informacija, bolj recimo urejena informacija dati ljudje. Napoved bo dolgoročno temelječa na že uveljavljeni metodologiji, zaradi tega tudi smo imeli ta delavnica, recimo SRFO. Kar je pomembno, je ta usklajenost med podatke v realnem času in napoved kratkoročno in dolgoročno, to mora biti zelo integrirano. In seveda mora upoštevati drugi vir informacija v prihodnji razvoj povpraševanja na trgu dela, recimo diplomanti, kje so zdaj, etc., sektorskim analizo. Te informacije bodo vključevanje sigurno na, recimo, dolgoročno napoved, etc., ampak, kot sem rekel, obstaja precej 3 ključni orodji, napredno orodje. Strukturno upravljanje, kar je pomembno, je, da na končno mora zagotoviti relevantnost izbranih informacij. Relevantnost oblikovanja politike, izobraževalni program, strategije, usposabljanje, aktivna politika, zaposlovanje, načrtovanje, karierna
posameznikov, ampak tudi za končne uporabnike, da res ta sistem, če dobro definiran in implementiran, bo pripomogel, da recimo se živi en virtualni trg dela, da pripomogel bolj recimo contestable trg na slovenski pri nas. Seveda, izziv je potem tudi struktura upravljanja. Sigurno bi bilo, se predvideva, da bomo imeli nekaj, recimo, smerjevalni telo, udeleženci, ključni udeleženci, ta, recimo, informacija, napredna informacija s tem orodjem bo proizvedla regularno Zavod za zaposlovanje in na koncu seveda ta diseminacija, ključni kanal diseminacija za javnost bo karierna platforma in seveda ta seveda moramo najti na najboljši način, s katerim ta struktura se bo gradila in potem konsistentno stanovila. Zdaj rad bi malo povedal, kaj je gibanje na trgu dela, glede na razpoložljive podatke, glede precej delovnih mest in recimo kompetenc. Precej za ilustrirati, recimo, kakšna vrsta analize in podatki se bi pričakoval, glede na naše izkušnje, glede recimo trendi pred pandemijo v Sloveniji, v času pandemije in potem. Najprej bi rekel, da kot vi veste, pred pandemijo je bil celo veliko pomanjkanje delovne sile. Dejansko po drugi val tudi se je pojavila ta potreba po delovni sili v Sloveniji. Kar je pomembno, je tudi, da se vidi, da pandemija je pospešila nekatere osnovne trende na trgu dela. Večja digitalizacija, premik storitev usmerjen v gospodarstvo, zeleni prehod tudi je prisoten v podatke že. Se tudi vidi podatkov večje povpraševanje po višji izobraženi delovni sili, kar je zelo pomembno za nas in zaradi tega je pomembna ta karierna platforma, precej dolgoročno napovedovanje, je, da delovno silo se skrča od 2012 do 2000, se je skrčal recimo 4-5 let, zdaj malo se ustavi, ampak se pričakuje od 2 let več vnaprej še skrčanje te delovne sile, kar bo zelo zahtevno za nas. In tudi, kar je pomembno, je, da število, ki v prihodnosti se bodo upokojilo, bo večje kot tisti, ki bodo stopali v delovno sile. Seveda je pomembno tudi pogledati, kaj se dogaja v prihodnosti, glede na to, CDFOP tudi recimo ima dolgoročno napoved in precej v kontekst skrčevanja delovne sile, precej narava, novo delovno mesto bo nadomeščena narava. Glede povpraševanja po poklic pred pandemijo, obstaja nekaj recimo podatki o trendi Slovenije. Pomanjkanje je bilo precej to osnovano podatke o Zavodu za zaposlovanje. Pomanjkanje delovne sile je bilo prisotno v številnih poklic, vozniki težkih tovornjakov in vlačilci, recimo to največje številko, recimo okrog 1000 povprečje, ampak tudi bilo povprečje po zdravniki, specialisti, razvijalci, programska oprema, recimo. Ampak kar je pomembno, je, da vsak pomanjkanje je pomembno. Recimo, če manjka 10 inženirjev in ne recimo 1000 vozniki težkih tovornjakov, je tudi pomembno za gospodarstvo. Najbolj se je povpraševalo po poklicih, na kateri je potrebovalo srednja kvalificiranost, recimo vozniki, varilci, delavci za preprosta dela, zidarji, kuharji.
Nekateri poklici so imeli jasni in pozitivni trendi rasti, recimo je to pomembno, strokovnjaki, poklica storitev, prodajalci, zakonodajalci, visokoradniki, menedžerji. Ta trend recimo je tudi recimo CDFOP analizo za 2030 tudi recimo ta trend identificira tudi za Slovenija. Številčnost drugih se je pokrepila v drugi polovici preteklega desetletja. Poklici za neindustrijski način dela, upravljalci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljalci, etc. Po času pandemije je naraščalo pomanjkanje delavcev, predvsem za zdravstveno in socialno oskrbo na domu, sistemskih analitikov, razvijalci programske opreme, farmacevtov, pravnih strokovnjakov, etc. V Sloveniji nimamo veliko informacij o kompetenc, dejansko imamo recimo po poklicu, ampak ne kompetenc. CDFOP, kar je gospod Van Lu prej povedal, ima nekaj orodij, da išče big data za vsak država in za Slovenija recimo v času 2020 je pridobil recimo 33,000 razpisanih prostih delovnih mest brez ponavljanja. In ta informacija kaže za Slovenijo, da največje povpraševanje prostih delovnih mest je bil po delavcih za preprosto dela, delavci na področju športa, natakarji, prodajalci, etc. V zdravstvu največ povpraševanja po strokovnjakih za zdravstveno nego, zdravnikih, tehniki in zdravstveno farmacije. Na področju IKT največ povpraševanja po razvijalci in analitik programske opreme in aplikacija ter analitičnih ter strokovnjakih za podatkovni zbirki in računalništva, omrežja in na področju tehnik največje povpraševanje po tehniki za informacijsko in komunikacijske tehnologije. Recimo, prosta delovna mesta po sektorju, glede na te podatke razpoložljivo, kaže, da največje recimo povpraševanje recimo je bilo precej po drugi poslovni dejavnosti, sektor druga poslovna dejavnosti, tudi pisarniški in spremljajoči poslovni storitev dejavnosti, izobraževanje, gostinstvo, trgovina, etc. To je celo te različni recimo oglasi so se pokazali na takšen način. Kar je tudi zelo relevantno, da je, kakšne so kompetence, kakšne kompetence Slovenija recimo se išče v realnem času. Je bila nekaj vprašanja prej na tem področju. 2020 recimo od teh oglasov največ je bil odnosov do dela, komunikacija, sodelovanje, ustvarjalnosti, vodenje veščine, izobraževanje, tukaj uporabnik računalnik, informacijske spretnosti so različnih vrsta kompetence. Bolj podrobno informacija tudi ima CDFOP in kaže, kaže, da bolj podrobno pogled, kaže povpraševanje po kompetencah, kaže, da recimo največ iskanih kompetenca je bila komunikacija in sodelovanje in ustvarjalnost, sodelovanje z drugim, prilagajanje spremembam, izobraževanje, jezik, zdravje, čiščenje, upravljanje, etc. Imamo tukaj en bogato recimo nabor recimo različnih kompetenc, kar dejansko ni na razpolago. Mi pričakujemo v tem sistemu Karierna platforma, da bomo pridobili takšne podatke v realnem času in ta informacija bo dana na razpolago vseh udeležencih. Na koncu bi rekel naslednji. Slovenija se sooča s ključnimi pomembnimi izzivi vnaprej. Prvi je pomanjkanje delovne sile kot posledica staranja prebivalstva. Preusmeritev EU zeleno in digitalno družbo in za Slovenijo je tudi bolj kompleksni recimo proces, zato ker prebivalstvo se stara in po drugi strani mora bolj digitalno spretni. Tudi
se soćamo potencijalno so vpliv inovacij in avtomatizacija delovnih proces, presej tu lahko bo imel posledica na recimo polarizacija v trg dela in tudi posledica recimo za vključenost Slovenije. In seveda obstaja tudi nekaj stagnajoč delež terciarnih izobraževanj in trend upadanja odraslih udeleženih v vseživljenjski učenju. Te orodje, recimo, da se poskusi vzpostaviti ta sistemski karierna platforma, sigurno bo v korist korist prihodnost za soočanje s temi izzivi, zato ker bo pripomogel dati informacije udeleženci in oblikovalci politikov naprej. In definitivno bo, recimo, glede na recimo pomembnost izziv naprej, se mi zdi ključno prioritetno z vidika politika, da ta projekt doživi in upam, da bo uspešno predvsem iz vidika implementacija in sodelovanje in bo udeležil recimo ljudje na koncu v Sloveniji. To je moja prezentacija in se zahvaljujem za povabilo. Hvala.